prenehajmo vsi biti nekomu terapevt. Na koncu bo več terapevtov, kakor pa tistih, ki jih potrebujejo. Nekaj kratkega v razmislek. A ni zanimivo, kako se nam na eni strani vztrajno postavljajo meje? V smislu, moramo biti vsi unificirani, morajo nam biti všeč iste stvari, mora nam biti prav, mora nam pasati tisto, kar je sugerirano. Aha, če bi želel, hotel, morda pomislil kaj drugega, takoj lahko človek nazaj dobi pod nos. Ja, česa se pa ti bojiš, ti si pa poln enih strahov, ja, česa je pa tebe strah? Ali pa, ja, ti si pa poln predsodkov, kaj pa imaš predsodke? Daj se sprosti, moraš zaupati. In točno to je vse tisto, kar povozi človeško zdravo pamet, intuicijo in povezanost z naravo. Vse to troje je pa ključno za uravnovešeno bivanje. Veste, kaj nasprotje temu? Ni mi prav, ni mi dobro, ni mi okej. Ravno tu, kjer smo čedalje bolj zamejeni, ravno tu si moramo dovoliti stopiti korak nazaj, razmisliti in ugotoviti, ne. Če mi nekaj ne paše, če čutim, da nekaj ni dobro, če mislim, da nekaj ni zame, pa ne samo zame, ali za moje najbližje, moram to nasloviti, o tem razmisliti in to tudi sprejeti in spoštovati. Dovolimo si imeti različne občutke. Pravico imamo do tega, da izrazimo, nekaj mi ni prav. Menim, da je zame ali za moje drugače bolje. Vse prehitro in prelahko se zadnje čase ljudi potisne pod krinko pomoči v to, da se jih prepričuje, da jih je pa res nečesa strah in da imajo predsodke. Ne, morda jim samo ni prav. Prenehajmo vsi biti nekomu terapevt. Na koncu bo več terapevtov, kakor pa tistih, ki jih potrebujejo. In na drugi strani, a ni to hec? Na eni strani smo tako zamejeni, kaj je dobro, kaj je prav, kaj je zdravo, kako naj bi bili, kakšni moramo biti, kako se moramo počutiti, vsi moramo biti super fino fajn. Na drugi strani se pa meje kar pomikajo. Lahko si, kar hočeš, lahko postaneš, kar želiš, lahko dobiš in imaš vse naenkrat, kar ti srce poželi. A res? Kako in odkje in odkdaj se pa kar ta imaginaren zelen travnik čedalje bolj veča in odpira in ustvarja? Tako daleč smo že prišli, da si nekateri, še posebej v tujini, je veliko takih primerov, res lahko privoščijo in verjamejo, da so lahko karkoli želijo. Naprimer, nekdo si je odločil, da si bo odrezal popolnoma zdrav, normalen, funkcionalen človeški nos in prišil pujskovega, ker je prepričan, da je človek pujs. Vse tudi že imamo Spider-Man filme. Mogoče se bo pa nekoč nekdo odločil in rekel, jaz pa nisem človek, jaz sem v bistvu človek pajek in si priskrbel vse potrebne pripomočke, da ne bo več hodil kot normalni ljudje, ne bo se več vozil, ampak bo kar plezal po fasadi in prišel do svoje pisarne. Kje so meje sprejemljivega? In le zakaj smo na eni strani tako zelo in čedalje bolj zamejeni, na drugi strani pa razpuščeni in celo k temu spodbujani? Za konec samo še strnjen en stavek. Človek narave ne more povoziti. Zdaj pa si ne vsak sam razloži ta stavek.